današnjim večerom, da nekaj besed povem. Sem Peter Mikša, eden od najmanj, v bistvu lahko rečemo, v tem krogu zaslužnih za izdajo te knjige. Povedal bom sicer v kratkem, kakšna je bila moja vloga, predvsem pa bom napovedal današnjo predstavitev dogodka in seveda na kratko tudi predstavo avtorja. Govor sem želel začeti s tem napisom, ki pa je zdaj šel dol, torej Happy Birthday, ki na nek način nakazuje današnji dogodek, ker imamo predstavitev pravkar rojene knjige. Smo na prvi predstavitvi, torej prvem dogodku nove knjige v sklopu naše zbirke. Naše zbirke, torej na nek način že govorim o tem, kako smo do knjige prišli. V sklopu združenja retrospektive, kjer je mimogrede današnji glavni govorec tukaj Bojan Balkovec med uredniki oziroma v uredniškem odboru, kar pa ni razlog, da je izdal knjigo pri nas, smo že kar nekaj let zelo uspešni in dejavni pri izdajanju znanstvene zgodovinske knjige Retrospektive. To je revija, torej med zgodovinarji že precej znana in renomirana, uvrščamo se visoko v zgodovinske rejtinge in tako naprej. In glede na naše neke uspehe pri izdajanju smo prišli, kolegi zgodovinarji, na misel, da bi zraven revije, kjer objavljamo članke, vsake toliko izdali tudi kakšno knjigo. Zbirki smo dali naslov Perspektive, torej retrospektive, revija in perspektive, zbirka monografij, knjig, ki na nek način že v imenu dajejo vedeti, da je to neka perspektiva, da je nekaj dobrega, obetajočega. Imamo mlajše pisce, ki začenjajo z izdajanjem knjig pri nas in imamo v bistvu tudi teme, ki se nam nekako zdijo takšne, da bi se jih splačalo objaviti. In tole je v bistvu bila tema, ki jo bomo danes tukaj poslušali, torej avtorjev Elizabete Hriberšek-Balkovec in Bojana Balkovca, ki sta se odločila, da bosta v bistvu kroniko župnije Preloka uredila, torej najprej seveda pridobila, prepisala in potem z dobrimi opombami in komentarji opremila. Kakšno je bilo to delo, na kak način se je prišlo do gradiva in kakšne v bistvu zanimivosti smo sta v sklopu tega dela, priprave knjige, na kakšne zanimivosti sta zasledila in kako sta se cele priprave lotila, bo v naslednjih minutah povedal naš danes glavni govorec Bojan Balkovec. Jaz naj dodam še tako televizijski spot, da imate danes tudi tukaj na voljo dobiti knjigo z ekstra popustom, torej če je v redni prodaji cena knjige 22 €, imamo danes za 10 € tukaj, na nek način je stvar zelo preprosta. Prostovoljni prispevek vržete v škatlo in si vzamete knjigo, nekako jo ocenimo na 10 €, torej za ceno ene normalne knjige, na nek način lahko danes dobite dve in kot je v spotih rado rečeno, to še ni vse, danes lahko zraven tega dobite še podpis v knjigo in to ne en, dva, torej imamo oba avtorja danes tukaj, imamo nekaj knjig, ki so na voljo, tako da na koncu, torej tisti, ki bi si želeli imeti to knjigo doma v svoji zbirki, družinski, krajevni, župnijski, ali kako že, je knjiga na voljo tam. Torej, moje besede so s tem končane in z veseljem puščam v bistvu besedo tistemu, zaradi katerega smo danes tukaj, torej Bojan Balkovec, ki bo predstavil, kako se je lotil, kako sta se lotila z soavtorico tega dela in v bistvu, kaj je na koncu nastalo. Hvala lepa. Peter, hvala lepa. Sicer moj mlajši sodelavec, nismo pa v isti pisarni.
ampak smo pa tesno skupaj ves čas pri že par projektih. Tisti, ki imate malo daljši spomin, se spomnite, da smo tukaj že bili v tej iste prostoru, ko smo predstavljali knjigo, ki je malo za kasnejši čas, kot je ta kronika. Zahvala gre ne samo Petru, ki je to knjigo, idejo sprejel v program in potem izdal. Najprej gre zahvala Nadškofijskemu arhivu v Ljubljani. V Nadškofijskem arhivu v Ljubljani je spravljeno gradivo župnije Preloka, ki pa je precej majhno po obsegu. Je tale kronika, potem je še nekaj knjižic, ki so v bistvu, bi rekli, zapisniki sinode v Ljubljani tam 1908-1910, v tem smislu, nekaj dopisovanj, nekaj drobnih dokumentov in nič kaj več. Tako da je relativno šibko, kar se tiče bogatstva, arhiv župnije Preloka. Po eni strani mogoče tudi zato, ker je župnija mlada, župnija je stara 230 in nekaj let. Zahvala gre potem zagotovo še Janezu, stricu Janezu, ker sva seveda obletala nekaj stvari tu naokoli, slikali, da sem slikal stvari, ki smo jih potem vključili v samo knjigo, in še nekaterim kolegom, recimo Janezu Vajsu iz Črnomlja za neke podatke, pa Marjetki Balkovec, Debevec za ravno tako neke podatke. Kronika, tole je naslovnica originala kronike. Kronika ni izum župnika v Preloki, niti ne drugih župnikov, ki so v tistem času tam pred začetkom prve vojne to pisali, pač bi bil to sklep sinode v Ljubljani, torej škofija je imela nek sestanek in tam so se med drugim bilo dogovorjeno, da morajo pisati neke kronike, v katerih pa naj bo nekaj o zgodovini kraja, nekaj, torej kaj je bilo pred tem, malo o kraju in pa potem tekoče stvari. Kaj je tekočega, bomo potem naprej videli, ker je pač, bom par vzorcev pokazal nekaj strani, kakšna je vsebina, ki jo je župnik vključil v to kroniko. Zdaj, sama kronika, ki je shranjena, je med platnico in prvi list so vloženi še neki papirji, dokumenti, izrezki iz časopisov, ki so mlajše ali pa neznanega datuma. Začnimo najprej, kdo je avtor te kronike, to je Josip Bambič, ki je bil župnik na Preloki od pozne jeseni 14 pa do pozne jeseni 1920. On je to kroniko začel pisati, na začetku je pa celo opozoril, da bi pravzaprav mogel že začeti njegov predhodnik, ki pa tega pač preprosto ni storil. V kroniki so na začetku nalepljene 4 fotografije župnikov, torej Bambiča, potem pa njegovih 3 naslednikov, Jeriča, potem Jože, kaj že bil, Pokornaj, ki je bil do 41-43, pa potem še tistega, ki mu je sledil, ki pa je bil od maja 44 do jeseni 45. Tako da, kako? Verderber, ja. Torej, njihove slike. Neki izrezki iz časopisov, ki ni jasno, kdaj so, recimo o zvonovih, o nekem novomašniku iz Amerike, pravzaprav, ker vidimo, da je z ameriškijo v različico imena napisan, ne Janez, ampak John, čigar starši so bili iz župnije, recimo. Pa potem še neki listki, recimo, čist nenavadni, recimo, tole je dopisnica, ki je noter shranjena, malo šibkejši se vidi, ker je svinčnikom pisano. Je pa dopisnica, ki je prišla v župnijo, k župniku, namreč, da je neki, samo moment, da ga vidimo tamle, Nikolaj Balkovec, rojen 1883, umrl oziroma padel na Dnepru v prvi svetovni vojni. In župnik je to potem se mogel zapisati v matično knjigo, pa seveda domačinom povedati. Noter med ovitkom je recimo tudi en takle listek, to je od Pokornovega, iz Pokornovega časa, nekaj v zvezi z zakonom, torej o poroki, navodila dekletom pred pripravo za poroko, recimo nekaj listek je noter. Ali pa recimo takšen listek, ki spet ni datiran, je pa zanimiv zato, ker če pogledate, tam vidite, piše Jozef, torej to so darovi za zvon, in imate Amerikanci, torej, ki so šli v Ameriko in se tudi niso vrnili, ker sicer bi bil najverjetneje še zmeri Jože,
imamo tam Joseph, pa neka Ana, torej Anne, ali pa kar ameriški priimek, tudi oziroma angleški priimek Datley, ne, Margaret Datley, Charlie, neki Coral in tako naprej. Torej, ampak to ni v kroniki, to ni vsebini kronike, ampak je not priloženo iz najrazličnejših virov. Takole izgleda zdaj kronika. To sta zdaj levi in desni list. V originalu je seveda verjetno župnik sam to pisal. Kdaj je to podčrtano, ker imate množico mest, ker je podčrtan, ne vem, mesec je podčrtan, dogodek je podčrtan, toča je padala, pa je toča podčrtana, ali pa ne vem, visoke cene živine, pa je spet podčrtano. Kdo in kdaj je to počel, to ni jasno. Ali pa recimo na vrhu zgoraj je včasih dopisana letnica, spet, morda celo z rdečo, tu je z modro, je z rdečo napisana letnica, o katerem letu je govora na tisti strani, kar spet ni Bambič napisal, po vsej verjetnosti, ne, verjetno nekdo kasneje. Še to, kronika se v bistvu konča z koncem leta 20, sledi samo še en zapis, verjetno iz leta 63, ker se omenja Birma leta 1963 in nič drugega. In tudi papirja je še nekaj, preprosto pač niso več pisali. To je zdaj sam začetek, kako Bambi začne kroniko. Kronika župnije Prelovka, ki jo pišem jaz, Jože Bambič. In potem začne s prvim delom o zgodovini župnije. V unih listih, ki so dodani, so tudi neke bele pole papirja, rokopisno pisane, očitno neki izpiski, ker gre za neke zgodovinske podatke, ne vem, kdaj je cerkev zgrajena in podobne stvari, tako da očitno je, zdaj verjetno morda Bambič, lahko pa tudi kdo drug kasneje to spet raziskoval, pa si je to zabeleženo, je to vloženo v kroniko. Piše o topografiji, torej opis župnije, opiše, koliko je župnija velika recimo piše, župnija Prelovka je majhna, šteje nekoliko čez 700 duš, recimo. Zdaj, danes cela župnija Prelovka ima pol manj. Ravno danes sem gledal statistične podatke. Statistični podatki 1. januar 1921 pomeni, piše, da imajo Zilje 144 ali nekaj takega. Ja, Zilje 141, Prelovka 100, Balkovcih je 42 in Žuničih 44. Leta 1910 pa jih je bilo v Prelovki 285, v Ziljah 244, v Balkovcih 148 in v Žuničih 125. Piše potem o navadah, o stavbah, o zadrugi, da so zadruge bile zelo popularne in tako naprej. Nekaj izsečkov bomo zdaj recimo videli. Kot rečeno, kakšna je zemlja, trda, slaba, težko obdelovati, voda odteka in tako naprej. Gospodarstvo, s čim se ukvarjajo, živinoreja, poljedelstvo, kaj pridelujejo, katerih stvari več, o vinogradih piše in tako naprej. O noši, tam je zanimiv dodatek, vpliv Amerikancev, recimo piše, možakarji so v glavnem opustili nošo, ženske ne, možakarji so se pa kar poamerikanili. Seveda zdaj največ je nekaj teh, ki so prišli z Amerike nazaj, ker so pač delali, pa so potem nazaj prišli in so seveda zdaj ostali v mestnih kvantih, oziroma v nekih hlačah, ne pa v belih hlačah in tako naprej. Tudi pri čevljih recimo jih ne kritizira, torej opiše, da pač zdaj uporabljajo mestne čevlje, ne pa neke opanke ali pa bosi hodijo. O značaju piše, pridni, marljivi, takšni, drugačni, recimo, kakšne stvari so seveda to, kar je zdaj v narekovaju, to je on napisal, jaz tega ne trdim, da so ženske bile grde, ampak on je to napisal, zakaj to je napisal, jaz ne vem, in da so možakarji lepšega izgleda, kot so bile gospe, ne vem, ali pa recimo boste našli, zdaj ne bo problem vam brati, namreč to nisem povedal, knjiga zdaj, ko jo pa vi dobite v roke, knjiga zgleda pa drugače, knjiga zgleda pa takole, da imate vi na eni strani originalno stran, na drugi strani imate pa prepis, ampak dobeseden prepis, torej tako kot je on končal vrsto, tako kot je on narobe napisal,
z besedami, ki jih je on zapisal, torej milijon je napisal, tako kot je on pisal, z j-jem, brez j-jem in tako naprej. Torej, pa to obrobo je pa to, kar je Peter omenil, ne, recimo, o kakšni osebi se najde več podatkov, pa sem seveda te podatke dodal, ne, ali pa kakšne mere, pa ni jasno, kaj je ta mera, kdo danes ve, koliko je en vatl, ne, recimo, ali pa, ne vem, neka druga stvar, koliko je kaj, ne, ali pa nek dogodek, ki je omenjen, jaz pač opozorim na podatke, ki je lahko kaj več, ne. Ker stvari so se, recimo, ki jih je on včasih upisal noter v kroniki, pojavljajo v časopisu, ne. Seveda, jaz sem šel, če on pisal o toči, jaz sem šel gledati časopis, kako pa časopis piše o toči in je, recimo, potem to tukaj zabeleženo, v katerem časopisu, kdaj, kako in kaj, ne. Med drugim so tudi ameriški, recimo Bambič je pisal tudi v ameriške slovenske časopise, kaj se dogaja, kot so rekli, v stara domovina, ne. Med drugim, seveda, kdo se je poročil gor dol, pa kdo je umrl, med drugim tudi, ne. Pa vreme malo, ne. Če gremo zdaj naprej še enkrat tamle, ne. Dobro, to smo zdaj obdelali, ne, recimo o jeziku nekaj pove, ne, jezik je malo mešanica slovenščine in hrvaščine, ampak blago zveneč, ne, ampak seveda ni pa mogel čez to, da preklinajo vse pretege, ne, in to vsi, kot vidite, ne, mlado, staro, obojni spoli, brez razlike, vsi kolnejo, ne, in da to kletvice niso krajinske, ne, da so uvožene, hrvaške kletvice, ne. Naslednje poglavje opiše duhovnike, ki so bili v župniji od 1791. 1791 je, to je v skladu z reformami Jožefa II., ko so želeli, oziroma ko je bil načrt zmanjšati število župnij, povečati število, da bodo prostorsko pa manjše. En od pogojev je bil, da je do farne cerkve manj kot 1 kilometer. Manj kot 1 ura. Manj kot 1 ura hoda. Zato je seveda zdaj niso vse te nove župnije, takoj župnije, nekatere so lokalije, pa so v glavnem kar večinoma potem tudi prešle in postave počasi župnije. In tako imamo potem opis od Gregorja Jaketiča, ki je bil na lokalijo postavljen 1791, pa do njega samega, torej do Bambiča, opiše, kdo so, kakšnega rodu je bil, kakšnega značaja je bil, kaj je počel. Kaj je zgradil, kakšne kapelice, cerkev, kaj popravil ali kaj podobnega. To pač o vsakem župniku pove. In na to sledi začetek, ki pa sledi kar vmes. Tam zgoraj še malo piše o duhovnikih, potem je pa tudi letnica 1915 in potem začne. Potem pa začne pisati to, kar je kronike. Kaj piše o kroniki? Kaj je zdaj vsebina te kronike? Ena vsebina so vojaki. Kjer seže tudi v leto 14, ne, zdaj, veš, da je to, ne, Čače, ne, to je moj ded, ne, vi boste našli svoje dede ali pa pradede noter, recimo lahko, ne, samo vedeti morate staro hišno številko, to je vse, kar je treba vedeti, pa ime, včasih je Miko, ne pa Nikolaj ali pa kaj podobnega, ampak, in v vsakem vojaku boste recimo našli, kdaj je bil poklican, kam je šel, ne? Recimo Valkovec Peter, torej Maradinov Peter, posestnik iz Zil številka 15, oženjen, rojen leta 1892. Že pred vojsko je bil pri vojakih, že eno leto je bil pri topničarjih, piše. Ne? Najprej je šel v Galicijo, ko pa se je italijanska vojska odprla, pa je šel na italijansko fronto, tam je bil formajster, torej vodja pri topu, pri 28. regimentu. Ne? Bil je tudi na dopustu vmes. Ne? Potem boste pa našli, recimo, pri kakšnih piše, ne, umrl. Pa je vidno, da je kasneje dodano, zato ker je umrl po tistem, ko je on opisal, da je on šel v vojsko, ker je nad tekstom napisal, ne, recimo tako nekje vmes, tu na koncu, ne, ali pa vidiš, da je svinčnikom, ker to je s peresom pisal, tisto je pa je svinčnikom pripisal, ne, ali pa težko ranjen ali kaj podobnega. Torej, neke opaske, kaj se je s tem vojakom zgodilo, je lahko dodal. Potem imamo vreme. To je vaš čas opisuje vreme. Ne? To je zdaj pa lahko nasplošno. Ne? Huda zima. Ne? Kaj je zdaj huda zima? Jaz ne vem, kaj je huda zima. Ne? Je to mrzla zima, ali je to zelo snežena zima, ali je oboje skupaj, ali kaj je huda zima. Ne? Ali je huda zima zato, ker je bila slaba letina, pa hrane ni dovolj, ali kaj jaz ne vem. Ne? Torej, do seveda mnogo bolj natančnega, recimo, ne? Piše, točno, kdaj je dež padal,
pa da je dolg časa padel, pa niso mogli orati, ne? Ali pa je pridelek zmočilo, ne? Tik pred žetvijo, ali pa je bila toča, pa je vse potolklo, ne? Ali pa je bila zmrzav, ne? Ali pa januarja je bilo najprej silno hladno, potem pa tako toplo, da so že trobentice prišle ven, ne? Ampak potem spet mraz. Ne? Pa piše recimo, ob veliki noči je bilo tako vreme, tam sem jaz potem dodal kot tisto opasko, opombo, kdaj je bila velika noč, nekaj velika noč se giba po koledarju, tako da je malo razlika, ali je to konec marca ali pa konec aprila. Ne? V tem smislu so recimo spet bile opombe. Torej, precej o vremenu, tako da recimo en kolega, ki se ukvarja z temi okoljskimi stvarmi, vreme in tako naprej, bo verjetno precej zainteresiran z opisi, kakšno je bilo vreme v času prve svetovne vojne. Navaja celo temperature, prav, koliko stopinj Celzija je, ne? Recimo, da je bilo 40, ne? Piše. Torej, silna vročina. Ne? No, tule recimo vidimo, ne, da je bila 10. julija toča zjutraj, pobila vse zilje, padala je tudi v Pavlinih in Balkovcih, ampak tam ni bilo tako hudo. Tule piše, da je v Škavrinih pa recimo ni bilo toče. Ne? Kot jajca debela je bila recimo zila toča, polje vinograd je popolnoma uničen. Preloki pa ni bilo recimo nič. Ne? Torej, precej natančen opis. Ne? Zdaj, potem pa še množica drugih stvari, recimo o cenah. Ne? O cenah vsi radi stokamo, da so zmeri previsoke, ne? Lahko so pa prenizke, če prodajaš. Ne? Torej, vse možne plati cen v prvi svetovni vojni. Koliko se je pred vojno dobilo za, ne vem, vatl platna, ne? Koliko pa zdaj malo, ne? In tako naprej. Torej, različne travme iz vojne. Ali pa recimo, ker je zmanjkovalo semena za krompir, pa so pa hoteli neka druga semena dati ljudem, pa naj to probajo s tem semenom, ker ono seme ni bilo več dobro ali tako naprej. Ne? O hrani, ne? Recimo, koliko se je hrana kakšna podražila. Hrana predvsem recimo v zvezi z cenami, ki jih imajo delavci. Ne? Tam neki polir, koliko zasluž, pa to je neznosno, mislim, ne, oziroma kakšna cena je to zdaj, ne? Včasih je bilo to toliko malo. Ja, ampak kaj pa inflacija? Cena obleke, recimo, ne? Ali pa pomanjkanje oblek, ne? Sploh recimo čevlji, ne? To je bila precej kritična situacija. In potem, kako so tam neke lesene čevlje, torej cokule, ne, spet začeli nositi in tako naprej. Torej, veliko o teh stvarih. Piše tudi o političnih dogodkih. Zdaj, vojna je itak že političen dogodek, ne. Tako da vojne se tu pa tam dotika recimo, dobro, tam Italijani so nas udarili s hrbta, ne, medtem ko mi tolčimo po Rusih. Smrt cesarja, Franca Jožefa, to je precej natančno popisano, ker je recimo škofijski ordinariat v Ljubljani je izdal navodila, kako naj v župniji, kako naj se poslovijo od cesarja, recimo na ta način. Ne? Torej, mora biti maša, pogreb je bil, mislim, da je bila maša ob 3 do 4, pa je bil pa pogreb naprej na Dunaju. Torej, je bila tukaj tudi, mislim, da ob 3 maša. Ne? Pa koliko se zvoni, s katerimi zvonovi, čeprav zvoni je bilo malo težko, ker ni bilo več vseh zvonov. Ne, to recimo tudi precej to noter, kako so zvonove pobirali, ne, za razne namene, pa so nam pustili samo kaj počen, pa ne bo zvoni več dobro in tako naprej. Ne. Torej, pritoževanje nad tem. Razpad Avstro-Ogrske, konec vojne, to tudi, ne, malo sentimenta do stare Avstrije, ne vemo, kako bo zdaj v tej novi državi, malo je narodni, ki je več pravoslavcev kot katolikov v tej državi, to je bilo jasno, da je najdeno. Ne. In pa Viniška republika, ne. Ta je tudi kar precej teksta notarja o Viniški republiki, piše o sami Rabuki, ne, na Vinici, pa seveda, kako so potem sodili v Novem mestu, kako so eni odnesli boljš, eni malo slabš, kako je en Peter Balkovec ni bil obsojen, ta drug Peter iz Drnovca Balkovec pa je bil obsojen, recimo, ne. Tista prvi, ki ni bil obsojen, je ded, ne. Pa je dobro skozi prišel. Pa seveda, kako so pravzaprav na nek način malo zlorabili župnika, kaj je bil Kenik, ne. Ja, ne, kako je tam bila nerodna situacija. Skoraj
v tem smislu zgleda knjiga, branje, kot rečeno, lahko se potrudite, pa berete rokopis župnika, v trenutku, ko ne zmorete, pa pogledajte, kaj tam piše. Jaz upam, da seveda sva uspela, oziroma da je Eliza to uspela dovolj natančno vse pretipkati, jaz sem šel seveda tudi skozi, ampak kakšna napaka se zagotovo še kje, bi se še kje lahko našla. Rokopis je relativno lepo berljiv, ne? Ni nek zapleten, da se to ne bi dalo brati, seveda za vsak rokopis se tudi za sabo včasih ne znaš prebrati, ne? Ampak vsak rokopis se da naučiti in potem, ko par strani prebereš, potem pa to gre. Kvečem recimo kakšna imena, priimki ali pa kakšna lokalna zadeva, tam je bilo treba malo premisliti, kaj bi to bilo, mogoče koga kaj vprašati, ali pa čez 2 dni še enkrat prebrati, pa si potem uspel prebrati, kaj piše. Toliko sem imel jaz zapovedati, ampak dobro, saj nisem bil predolg, tako da imate lahko zdaj še kakšno vprašanje. Seveda, vsega, kar je v knjigi, jaz ne vem na pamet. Tako da, če kaj nam vedel povedati ali pa smiselno odgovoriti, boste pa prebrali. Hvala lepa. No, še to. Knjiga seveda ni edina taka izdaja kronike in teh kronik je kar nekaj, ne. Recimo Adlešiška kronika, deli Adlešiške kronike so bili, mislim, da objavljeni v enem članku, v eni reviji, v zgodovinskem časopisu, mislim, da. Tako da tega ni tako malo, ne. Ali pa sploh pa recimo tudi za drugo svetovno vojno, ne. Ali pa še za malo prej, nazaj pred prvo vojno. Tako da teh kronik je kar nekaj in so seveda zanimiv vir za bivanje v nekem kraju, ne, ker generalna zgodovina je nekaj, kako je pa v nekem malem kraju, Bogu za hrbtom na meji, ne, je pa seveda iz kronike lažje ugotoviti.